Kako to, da ste se odločili za predstavitev islamske kulture, za te dneve islamske kulture v Mariboru in zakaj sploh gre? Kakšen je program? Ja, dnevi islamske kulture smo naredili zaradi tega, ker smo želeli, da na nek način predstavimo to enkratno kulturo in da seveda na ta način tudi spostavimo nek dialog, brišemo neke meje, skušamo pomagati ljudem pri vseh teh mogočih, nemogočih predsotkih. In zastavili smo si, moram reči, kar veliko potezno te reči in sicer smo nekaj prireditev pripravili čisto tematsko, recimo predstavljali so se posamezne države, svojo kulturo, ali pa smo predstavili recimo potem določene, bi rekel, specifike od, ne vem, Bosna se je konkretno predstavljala z derviši, z arabeskami, se pravi ta, bi rekel, islam na Balkanu, oziroma danes Iran in zdaj smo prav na prizorišču tega dogajanja z Urhanom, to je ena edinstvena zadeva. Se pravi, kaj pričakujemo danes oziroma kaj lahko pričakujemo danes? Ja, jaz bi seveda bil zelo vesel, če bi bilo veliko ljudi, da bi si to ogledali. Namreč gre za duhovno borilno veščino, ki se še nikoli ni predstavljala v tem prostoru. Sploh v Evropi izjemno redko, je pa doma v Iranu in sicer stara več kot 3000 let. Gre za duhovno veščino v tem smislu, da so se na ta način, kot bomo videli, pripravljali na boj v bistvu tako samim seboj, se pravi v bistvu s temi izkušnjavami, če lahko tako na ta način rečem, se pravi čisto asketsko, oziroma navzven, se pravi popolna koncentracija. In sicer za ta obred, ki izvira iz časov mitraizma in se je dogajal v skritih votlinah, podobno kot so častilci mitre se dobivali v skritih prostorih, se pravi tudi oni. Se pravi, da ti ljudje uporabljajo pri tem obredu določene pripomočke. To so leseni, zelo težki pripomočki, recimo od kijev, lokov ali pa celo kakšne kovinske predmete in na ta način torej enakomerno ponavljajo torej te gibe, hkrati pa nekdo igra na bobne in poje potem verze ali iz Korana ali pa kakih sufijskih pesnikov, recimo Hafeza, Sadija. Tako da to sam po sebi gre za enkraten dogodek. Imenuje se pa Zurhane in sicer dobesedno pomeni to hiša moči. Se pravi, to je prostor, kjer vadijo, da tako rečem. Ni povsem pravilno, ampak tako se je nekako domačo izraz na zahodu in tako ga tudi poznajo tisti, ki so že obiskali Iran. Tako da mi tudi uporabljamo ta izraz, torej Zurhane. Se sprejema islamska kultura v tem delu Evrope oziroma kakšno dobrodošlico so vam pripravili tukaj v Mariboru? Bismillahirrahmanirrahim. Povedal je, da se zahvaljuje vsem, ki so pripravili te dneve islamske kulture, ne samo iranski del, temveč celi del. In sem vesel, da se to dogaja tukaj v Sloveniji in seveda, da se islamska kultura predstavlja tukaj, kajti iz kulture se lahko zbližajo ljudje, zbližajo narodi. Islamska kultura je v tem prostoru znana že iz srednjega veka ali še malo prej. Znani Avicena, ljudje znanosti kot Avicena, potem pesniki kot so Rumi, Omar Khayyam in drugi so poznani v evropskih kulturah. In mi mislimo, da je takšno sodelovanje tisto ta pravo sodelovanje. Mi imamo v Iranu en rek, ki pravi,
jaz ne znam ponoviti, ampak pravi, to, kar se dela s srcem, se tudi potem v srcu sede. To se pravi medsebojne izmenjave, ki so narejene ne skozi komercialne stvari ali stvari s kakšnimi drugimi nameni, ampak tiste, ki so narejene s srcem, z ljubeznijo, so tiste ta prave. این تاثیراتش رو به جا میذاره و اینم ارتباط زبان دل هاست.